Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem coach za ženske. Danes bi spregovoril o partnerstvu. Vsi si želimo partnerstva, vendar je tako malo ljudi srečnih v partnerstvu. Kje je ključ? In danes bomo pogledali 3 stebre, na katerih bi moralo partnerstvo sloneti, na katerih bi moralo, da mi postavimo partnerstvo, da dejansko resnično lahko to partnerstvo uživamo, da smo zadovoljni in da smo srečni. Prvi steber so naša pričakovanja. Kaj sploh partnerstvo je? Kaj sploh pričakujem? Kaj sploh lahko pričakujem? Kaj moram dati v partnerstvu in kaj lahko pričakujem, da bom dobil? Vedno rečemo, da razočaranje je posledica napačnih pričakovanj. In če jaz od svoje partnerke nekaj pričakujem, ona pa tega ni pripravljena v tem partnerstvu dati, imava problem. Oba postajava korak za korakom vedno bolj nezadovoljna. To pomeni, da najprej moram razčistiti sam pri sebi, kaj pričakujem, kaj za mene partnerstvo pomeni, kaj pričakujem v partnerstvu. Imamo različne vrste partnerstva. Nekateri partnerji preživijo ogromno časa skupaj, nekateri imajo svoje aktivnosti. Sam dejansko zagovarjam, da partnerja bi morala imeti skupne hobije, partnerja bi morali imeti vsak tudi svoje hobije in ravno tako prijatelje. Partnerja morata imeti skupne prijatelje in partnerja hkrati morata imeti vsak svoje prijatelje. Posebej ženska mora imeti svojo najboljšo prijateljico. Zakaj? Zato, ker vse te stvari, ki se v ženski dogajajo, so za moškega, če mu, bom rekel, vse pove, kaj se v njej in z njo dogaja, je malenkost preveč. In ko imamo mi ta pričakovanja, o teh pričakovanjih se moramo pogovarjati, ko imamo ta pričakovanja razčiščena, potem vemo, v kaj se podajamo. Večina ljudi gre v partnerstvo impulzivno, zaljubi se, nekdo mu je všeč in potem se začnejo stvari dogajati in na nek način nas stvari začenjajo prehitevati. In potem smo že v nekem odnosu in sploh ne vemo, kaj lahko od tega pričakujemo, sploh ne vemo, kdo je na drugi strani. To pomeni, prvi steber so naša pričakovanja. Drugi steber so naše vrednote. Kaj je pomembno za mene? Kaj je tisto, kar jaz postavljam na prvo mesto? Ali je to kariera, ali je to družina, ali je to ljubezen, ali je to seks, ali je to moje ambicije, ali so to avanture v življenju. V bistvu lestvica nekih vrednot, ki je seveda povezana z našimi pričakovanji, ampak dejansko je toliko pomembna, da bi jo to dali na posebej. To pomeni, kakšne so moje vrednote. Kaj je za mene pomembno? A je najbolj pomembno prijateljstvo, a je bolj pomembna ljubezen? Je bolj pomembna iskrenost? Za nekoga je iskrenost zelo pomembna. Jaz vse povem po resnici. In potem vprašam, pa ti to pomaga v nekem odnosu? V bistvu ne. In te vrednote moramo nekako uskladiti. Ker če je za tebe zelo pomembno, da pomagaš vsem na svetu, da narediš nek doprinos, partner je pa dejansko ambiciozna oseba, ki je pripravljena iti preko vsega, preko sebe in tudi preko tebe, da doseže nek rezultat v življenju, potem ta lestvica vrednot se zelo razlikuje in tukaj lahko pride do konflikta. To pomeni, prvi steber smo rekli, naša pričakovanja, da vemo, kaj se sploh podajamo, da vemo sami, kaj želimo in kaj hočemo pričakovati, in seveda, kaj lahko pričakujemo od našega partnerja in to skomuniciramo. Ravno tako naše vrednote. In tretji steber so naše skupne izkušnje. Na začetku, ko gremo v neko partnerstvo, delamo ogromno nekih skupnih izkušenj. Ampak potem kasneje, skozi čas, je teh izkušenj vedno manj. Zakaj? Vedno manj je časa, vedno več je nekih motečih faktorjev, potem ponavadi so tu še otroci, ki pridejo na poti in potem za vse ostalo je čas, samo za naju ni časa. In zato moramo partnerja in naše partnerstvo dati na urnik.
To pomeni, vzeti si moramo čas za skupno preživljanje časa, vzeti si moramo čas za male, bom rekel, za zmenke. Zmenke moramo dati na urnik. Ravno tako intimne trenutke, ki jih želimo preživeti skupaj. In ravno tako, bom rekel, neke nedeljske izlete, potovanja, vsaj 2-krat na leto greva za en teden nekam in tako naprej, v skladu z našimi možnostmi. Kajti dejansko partnerja se oddaljita drug od drugega, ko ni več nekih skupnih izkušenj, ko nimate nekih skupnih doživetij, ko ni ničesar, o čemer bi se pogovarjala. In te stvari se moramo zavedati, da se ne zgodijo spontano. Bova že šla, ko bova začutila. Bova že šla, ko bo pravi čas. Nikoli ni pravi čas in vedno je pravi čas. In ta pravi čas moramo dati na urnik. Dejansko si ta pravi čas si moramo vzeti. To pomeni 3 stebri, kateri smo danes na kratko pogledali, so naša pričakovanja, naše vrednote in naše skupne izkušnje. Tako da upam, da je bil ta video koristen, da ste mogoče dobili kakšen namig, kakšno inspiracijo, da dejansko preobrnete, osvežite svoje partnerstvo. Če imate kakšna vprašanja, se vedno lahko obrnete tudi na mene, lahko po mailu info@sproščena.si. Tako da, če vam je bil video koristen, sem vesel, če ga delite tudi z drugimi. V glavnem, ključ je, da postavite sebe, svoje življenje, svoje srce, svojo srečo na prvo mesto. Začutite svojo vrednost. Ostanite čudoviti in do naslednjič vas pozdravljam.